Dobrodošli na vlogu. V tem vlogu se bo kar nekaj stvari dogajalo, končno bom pokazala make-up kovček, šla sem v Piran ličit, kaj še, kuhala sem, bila sem prehlajena in sem že mislila, da bom zbolela, kar trenutno je res scary, glede na to, da imamo korono in to. Nagradna igra, oh my god, koliko komentarjev, lajkov in vsega, ful hvala vsem, ki ste se prijavili na nagradno igro, hvala za tudi ostale komentarje. Jaz imam včasih problem, da se sprašujem, a so moji vlogi ful dolgocajtni. Saj vem, da so, ampak enim je to kul, enim je kul, da pokažem moj basic, brezvezen life. Meni ni brezvezen, ampak mogoče se komu zdi, ker ne hodim dosti okoli, sploh zdaj, ker ne moramo nekaj hoditi okoli. Ampak očitno me folk še vedno rad gleda, tako da hvala vsem za podporo, hvala za ful lepe komentarje. Eni tudi pravite, da ste bolj pozitivni, ker moje videe gledate, hvala. Jaz sicer nisem skozi pozitivna, ampak ful bolj pozitivna sem kot recimo lani. Mogoče se eni spomnite onega videa, ga bom dala tukaj gor se, ne vem. Nek life update, ker sem bila depresivna, ampak po tistem je vse šlo gor. Tako da ja, mogoče tudi posnajem kak video, kako sem si spremenila življenje, se ful sliši dramatično, ampak rada bi pomagala več folku, da mogoče pride iz te, ne depresije, ampak tega negativnega razmišljanja, bla, 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 ker sem tudi jaz bila v tem, tako da mogoče naredim posebej video za to. V glavnem, ja, hvala vsem za podporo, da me gledate, tudi če sam ležim v postelji in ne delam nič, pa sam jem. Na koncu videa pa objavim zmagovalce nagradne igre. 2 zmagovalca bota, jih bom dala tudi v opis in pol me kontaktirajte prek Instagrama ali pa maila, bom tudi vse dala v opis. Bom pa že na koncu malo bolj obrazložila, ko izžrebam te. Moram malo zadihati. To je pa v bistvu to, se mi zdi. Ja, užijte v video. Jaz sem se lotila kuhanja, naredila sem si ostanke riža in piščanca, to sem spekla zdaj na frišno, solato sem naredila. Tukaj pa že delam večerjo. Čebula je ful na ogromne kose narezana, pa česen je tudi nenarezan, zato ker bom jedla kremno bučno juho z domačih buč in en krompir sem dodala. Tako da ja, bom imela že večerjo narejeno. Sem še dodala peteršilj iz mojega balkončka, ko se pa skuha in ohladi, bom pa zmiksala. In večerja je ready. Vam pokažem, kako jaz umijem te gobice za make-up. Namočim jih, da so čisto mokre, in pol jih z milom, s trdim milom, jih pomočim v bistvu v milo. In pol jih sam stisnem. Vmes malo splaknem, da se napije z vodo in spet. Pol jih pa dobro sperem. Pa še to, ko uporabljate gobice za nanos pudra, mora biti taka, mokra. Jo namočiš in jo žmikaš in pol z vlažno nanašaš puder. Quick tip. Zdaj moram pa še čopič umiti, še preostale gobice. Ful dolgo me že prosite, da vam pokažem, kam imam v make-up kovčku in ne vem, zakaj tega ne posnamem, že enkrat se ni tako težko. Tako da vam zdaj pokažem, ker grem glih jutri ličit v Piran, imam 5 punc za naličit, tako da imam vse zrihtano, urejeno, čisto. Najprej imam tu tako prezorno torbico toaletno, ki se zapre, 2 špangici, da umakneš lase. Ja, ne gre vse v moj kufer. Nočem pa imeti večjega kufra, ker sem ga že imela in sem si skoraj križ zlomila. Tako da v tej torbici imam od Nivee micelarno vodo za čiščenje obraza, pol imam tonik za uravnavanje pH-ja in pol imam to mikso. V bistvu vse že poznate, ker jaz to skozi eno niso uporabljam. Tukaj imam razkužilo, ni originalne embalaže, ani sprej, flaški je. Razkužila nimam zaradi korone, ampak zato, ker make-up artisti imajo vedno razkužilo v svojem kufru, ker ga rabiš, da razkužuješ stvari sproti, ker se dotikaš obraza. Pol imam setting spray, v bistvu je ta nov, ponavadi sem imela navadnega belega, ta je pa mat. Ima še nad bunkico, tako da bom tega v bistvu šele sprobala, je Light Velvet, sem ga glih kupila, ker mi je onega starega zmanjkalo, tisti je belo embalažo ima, od Make Up For Ever. Torej, tu imam te posamezne čopke trpalnice, v tej torbici od zadaj imam pa še trpalnice tiste v celem, v trakcu. Imam pa še tukaj te gobice, ki sem jih umila, tako da jih malo sušim, bom jih pa tudi dala tu na vrh zraven v torbico, ko bojo bolj suhe.
Torej, to je moj kovček. Ful sem si zmanjšala svojo kolekcijo, ker več kot polovice stvari sploh nisem uporabljala. Še vedno je ful stvari tu not, ko jih ne uporabljam, ampak jih imam tek za vsak slučaj. Poleg tega nočem toliko zapravljati za make-up, ker se make-up pokvarja, ne, in sploh letos, ko je bila korona, če bi si nakupila ful make-upa, bi šlo vse v bistvu nič, tako da. Tadam! Ok, čopiče ignorirajte, v bistvu nimam ni čopičev skoraj not, zato ker sem jih glihkar umila. Najbolj pomembna stvar meni osebno so pudri. Večinoma pudro imam od Make Up For Ever, ker se mi zdijo pudri tudi najbolj pomembni. Morajo biti kvalitetni, dolgoobstojni. Tako da jaz imam to znamko Make Up For Ever, če še ne poznate. Jaz sem jo v bistvu na YouTubeu spoznala in pol sem šla v make-up šolo, v Karpo sem šla v šolo in smo imeli tam ličila od Make Up For Ever in meni je to ful všeč. Je profesionalna znamka za vizažiste, pa tudi za druge. Torej te, ki jih vidite tukaj, te so tekoči pudri. Srednje prekrivni, lahko jih bildaš, bla bla bla, te so v stiku. Te so malo bolj gosti, imam v bistvu samo 2 in jih mešam. Meni osebno najljubši so pa trenutno te Matte Velvet Skin, isto od Make Up For Ever. So mat, ampak ne izsušijo in ja, ful lepo prikrijejo, v glavnem ful lep finish je. Cenejša verzija, ampak vseeno ful dobra in tudi kvalitetna je Maybelline Fit Me. Te imam zaradi barve, v bistvu včasih malo rabim kako določeno barvo in pol to vmešam v svoje pudre, ampak so ful dobri te. Niso toliko obstojni kot te, ampak tudi odvisno od kože. Res, te mislim, da so 8 evrov. Te so pač malo dražji, po 40 evrov in pol kot vizažistka ima malo popust. Ok, kar se tiče concealerjev, moj najljubši je ta Maybelline Age Refine. Kao za proti gubicam, ampak nima to toliko veze. Ponavadi ima tako, kako se reče, to spužvico na vrhu, ampak jaz jo dam stran zaradi higiene. Zdaj v bistvu te imam dosti nove, sem jih sprobala in so mi ful všeč. Od Catrice True Skin High Coverage Concealer. Vodoodporen, vlažilen. Pol imam primer za oči, da zdrži senčilo, da se ne delajo gubice na vekah, sploh tiste, ko imajo bolj mastne veke. Jaz recimo osebno imam mastne veke, je od Elfa. To sem kupila v Millerju v Ljubljani. Elf ni v vseh Millerjih, se mi zdi. Pol imam tukaj par primerčkov, isto od Make Up For Ever. Imam Hydrating Primer, Smoothing Primer, torej ta, da zagladi. Pol imam ta Skin Booster Mini, ta puder v prahu od Make Up For Ever, Loose Powder. Lepilo za trepalnice Duo, najboljše, to je zeleno, to se takoj posuši, pa še čopič ima not. Tu imam par orodij, pinceto, malo večjo pinceto, 2 spatuli, za pobiranje materiala, ven, da je vse pač higiensko in pol imam še tako paletko, kamor dajem stvari in škarjice. Ok, potem naprej svinčnike, večino imam za obrvi. Najrajši imam te od Revolution ali pa od Catrice, ko so res taki ful tanki. Tudi moj najljubši flomasterček za obrvi je od BU. Tega ful uporabljam, pa ful cajta zdrži, res. Mislim, zdaj vseh svinčnikov ne bom kazala, ko ni tako zanimivo. Moj najljubši eyeliner, mislim, da je to L'Oreal. V glavnem to ima zraven, to šablono, da si lahko pomagaš. Jaz si sicer ne s tem pomagam, ampak mogoče bolj za začetnike. Pol imam par teh rjavih bež svinčnikov. Max Factor ima dobre te črne svinčnike. Se opravičujem, če kamera ni toliko v fokusu, no, malo me jezi. Zdaj, kar se tiče maskar, jaz ponavadi uporabljam vodoodporno maskaro na strankah. Jih pa dejansko skozi menjam. Trenutno imam tukaj od Catrice, ponavadi Trendy Dab mi ima fajn maskare. Jaz imam recimo problem, da se mi maskara vtisne na veke in sovražim to. In pol zadnjič enkrat probam od Trendy Dab in se mi ni. Tako da ja, različne maskare. Imela sem tudi obdobje, ko sem samo uporabljala Maybelline, ampak se mi je vtiskalo na veke. Max Factor ima tudi fajno to vodoodporno. Drugače Make Up For Ever se da v Sloveniji dobiti. Jaz ful cajta to nisem vedela. Ali v Make Up Store ima Make Up For Ever izdelke, če koga zanima. Bom dala v link v opis. Tukaj imamo gledalo, da se pogledaš na koncu. Mene lahko pogledate, sem prišla glih izpod tuša. Brisačko, obvezno, da zavaruješ mizo, da je vse bolj higiensko seveda. Vatice, brez vatic ne gre. Pol v bistvu tukaj imam pa ful random stvari. Najprej imam te palčke za ušesa. Tu imam še ene pudre, to so od Maca, Face and Body pudri. Te imam recimo, če je treba po telesu kaj pobarvati ali pa če naredim moški make-up, ker so ful lahki in ful neopazni, ampak poenotijo ten kože. Tu
šminke, palete, tekoče šminke, v bistvu ne bom vam zdaj vsega kazala, tukaj imam ful naključne stvari, sploh ne vem točno kaj imam, 2 šilčka imam, še eno maskaro, še neke concealerje, tukaj imam te manjše palete, meni najljubša Vizard, kaj imam še tu, Maybelline, Sleek, Wet n Wild. Pol imam pa tukaj še malo večje palete, ki jih tudi večinoma uporabljam. Make Up For Ever Let's Gold. Ful uporabne barve, ful lepe, take bronzi, tudi roza. Pol imam eno paleto od Revolutiona, to sicer ne toliko uporabljam, ampak ja, jo imam not za, če res kako ekstremno barvo bolj rabim. Pol imam tukaj še Jaclyn Hill paleto, ta ima tudi ful naravnih barv, pa tudi ful močnih barv. Te so moje main palete, bom rekla, več ne rabiš, že to je preveč, itak preveč kupujem palet. Tukaj imam še ene concealerje v kremi, pol imam tukaj rdečila. Te prozorne torbice so fajn, ker točno vidiš, kaj imaš not. Jaz prisegam na ta bronzer od Physicians Formula in sploh ne menjam, ne iščem drugih, ker ne rabim. Tukaj imam Fit Me od Maybelline puder, Rimmel Stay Matte, pol imam rdečilo od Physicians Formula, pol ta rdečila so mi tudi ful všeč, ful pigmentirana pa lepa, od Terra Naturi, to je naravna kozmetika, pol imam od Revolutiona še en puder v prahu. Edino, kar še imam za narediti, je malo bi rada pobrisala make-up, to pomeni nam, recimo tako tu vidite, tu, to ponavadi pol z razkožilom, s čistim najlažje gre dol. Aha, tu imam še bleščice, to sicer ne toliko pogosto uporabljam, bolj za novo leto pa za maturance. Tukaj imam še highlighter paletko, te, kot sem rekla, te paletke, da daš pač gor puder, karkoli, da je higiensko. To moraš imeti v paketu. Lahko vidite, da imam dosti, razen pudra, imam dosti različno kozmetiko, dosti različne firme. Mislim, vsak si izbere, katero znamko bo uporabljal, katera se mu je zdela cool, obstojna, kvalitetna. Drage stvari niso nujno dobre in poceni stvari niso nujno slabe, tako da najdeš neko ravnovesje oziroma probaš enostavno. To je to, mislim, da edino, kar še jaz ponavadi nesem zraven robčke, papirnate robčke. Evo, lepo še zjutraj. Zunaj je tema in jaz grem ličit. Gremo. Let's go. Jaz sem na morju, ful piha, lulat me in ja, gremo. Moje delovno okolje danes, ni bad. Po napornem delu si zaslužim McDonald's. Sem šla v Koper v McDonald's, ja. Ful sem zaspana, ful sem lačna. Hvala, ja. Ja, tako da si zaslužim, okej? Pa zvečer bučno juho jedla. Jaz sem doma, zdaj grem pa spat, najboljše, da grem čim prej, da se tudi čim prej zbudim, da ne bo že večer. Ura je 14:14, let's go. Ful je bilo cool, lep razgled, saj ste videli. Malo je začelo že morje poplavljati, ker so, pač bil je veter pa nevihta, tako da upam, da jim bo zdržalo vreme, če ne pa le, saj nimaš kaj, ko je poroka. Jej, se pa spat. Malo sem pozabila vmes vlogati par dni, ja, zdaj je že ura koliko 9 in jaz sem doma zavita v to jopico, ker je malo mrzlo. Glava me boli, malo me grlo boli, ne vem, upam, da ni kaj hudega, mogoče samo to prehodno vreme. Ja, bila sem v trgovini za hrano in sem kupila domačjo hrano za mojega obiskovalca tu v Ljubljani. Že veste, da me obiskuje en maček črn, spleza na balkon in me obišče, ne vem, čigav je, ne vem, ima lastnike, nič ne vem. In če bi vedela, da nima lastnikov, bi ga vzela.
Res vedno so sosede imele brikete za njega in zdaj je pa že na mene 3-krat prišel k meni in je bil ful lačen in jaz sem mu pol dala pač priboljške, ker ima one priboljške, ko niso briketi, pač so 10 priboljškov na dan lahko dobi. In sem rekla, da bom kupila hrano, da mu dam občasno. Smili se mi, sej ni suha ali pa kaj, čisto lepo je rejen, samo ne vem, pač me skrbi, da je lačen. Saj vem, da mački so lovci, ampak ja, pustite me. Ne počutim se najboljše, v bistvu imam občutek, da bom prehlajena, tako da sem zdaj prevlekla to škatlo z zdravili ven. Jaz v bistvu že ful let ne jem tablet, ker se mi zdi, da se pol razvadimo in jih jemo tudi po nepotrebnem. Tako da jaz probam čim več, ki bi rekla, domačih zdravil uporabljati, recimo šnops. Domač med imam tu. Pol imam te bio ingver limeta bombone, ki se jih kupim, mislim, da v Mercatorju. Pol imam par čajev zeliščnih, tu imam kamilico pa planinski čaj, tu imam pa za mehur neke stvari, tudi take naravne. Kaj imam še tu? Aha, propolis, to si daš na med ali pa kaj takega. Tu imam neke vitamine, še ene ingver, te pastile. Sem si pa zdaj čaj naredila. Tukaj imam že pripravljeno, da bom Netflix chillala. Vem, to ful nevarno zgleda, čaj imam tukaj pripravljen. To laptop stojalo sem dala na to košaro za deke, zato ker recimo, ko nočem več imeti na sebi laptop, ker se hočem dati na stran, si dam pač laptop sem in tukaj gledam Netflix. Odkar se je končala Esmeralda, torej moja nostalgija, sem spet začela gledati Vampire Diaries, torej vampirski dnevnik. To sem jaz gledala v srednji šoli, tako ene 13 let nazaj. Ja, 13 let nazaj, obsedena sem bila. Dala si bom med v čaj, pol bom pa še te pastile, verjetno. Zaenkrat ni še tako hudo, ampak že malo čutim in bi rada malo bila preventivna, ali kako se reče. Dobro jutro, zbudila sem se z 2 mozoloma. Čudovito. Pa nek madež imam še tu na lici. Pojma nimam zakaj. Ja, v glavnem, zbudila sem se, ker je Cimra očitno prišla iz žure ob 7 zjutraj. I don't know, man. In pol vidim mačka na balkonu. Jej! In je pojedel hrano prvič zdaj, ki sem jo kupila. In pol je prišel na moj posel spat. In je spal 5 minut in pol se je zbudil in je hotel iti ven in mu odprem vrata in ni hotel več iti ven in ja, ni vedel, kaj bi sam s sabo. In pol pač je to trajalo 1 uro, da se je on odločil, da hoče iti ven. In ja, sem se zbudila in zdaj sem budna, ura je pa zdaj že 10, spila sem svoj čaj skoraj, ja. Zdaj bom pa pisala v svoj dnevnik, moj dnevnik hvaležnosti, to delam vsake toliko, ne delam vsak dan tega, ampak ko se spomnim, ko se mi zahoče, da napišem, zakaj sem hvaležna in tudi napišem plane za prihodnost. Pol bom pa verjetno nekaj pojedla, zato ker sem že 3 ure po konci in sem lačna. Zdaj bo tudi počasi ena tekma, svetovno prvenstvo, eni igrci je, ne vem, koliko vas to zanima, League of Legends, to igrico sem jaz igrala, ko sem bila še v študentu. Igrala ekipa, za katero jaz navijam. Da preden, da se začne tekma, hočem ta dnevnik dokončati in mogoče tudi hrano bom videla. Kaka sem, kam pa to? Nek madež. Pa še brez make-upa sem moje obrvi, vidite, brez vsega. Lase nimam počesane. Dear diary, I'm feeling lost again, thinking of way back when. Every night I'd sit down to write, dear diary. Evo, moj slavnostni zajtrk je pripravljen. Game is on. Let's go. Evo, mislim, da sem posrčkala vse komentarje. V bistvu sem pogooglala en pripomoček, da izbere random komentar, tako da bo fair. Ok, tukaj pritisnemo start. Ok, najprej bomo izžrebali nekoga za tipkovnico in miško. Tam. Oh no, kdo bo? Zala, let's
go! Zala dobi tipkovnico in miško. Ok, Zala, prosim, najdi moj kontakt v opisu videa, pod videom. Lahko mi pišeš na Instagram svoj naslov, lahko mi pišeš na mail, ki ga imam tudi v opisu, tako da čestitke. Zdaj pa gremo še za brežično miško, črno-modro. Pick another winner. Let's go! Kdo bo? Zabavno. Špela Perko, let's go! Čestitke, dobiš miško. Isto velja za tebe, kontaktiraj me na Instagramu ali pa na mail. Čestitke Zala in Špela Perko. Za druge bom provala narediti še kak giveaway kdaj, zato ker vidim, da vam je ful všeč in mi je fajn, da tudi jaz vam nekaj dam poleg video. Kontaktirajte me, dobita po pošti nagrade. Čestitke! Missing someone.